Prvo sredo v aprilu zvečer je v Domu kulture v Slovenskih Konjicah Marjan Knez iz Sevnice, bioenergetik in radiestezist, predstavil svojo knjigo z naslovom Od pekla do nebes je samo en korak. Spoznanja duhovnega zdravitelja, ki vsakemu želi srečno, zdravo in mirno življenje. Njegova knjiga je plod 20-letnih raziskav in iskanja vzrokov, zakaj človek zaide v težave, pa naj bodo iz takšnega ali drugačnega razloga. Važna so spoznanja, kako iz teh težav najti pot. V knjigi Od pekla do nebes razlaga najbolj skrivnosten zakon življenja. Zakon privlačnosti, zato svetuje knjigo ne samo prebrati, ampak prebirati. Le tako bo bralec prišel do spoznanj, kako od tega trenutka dalje v lepšo prihodnost. Da vsak najde svoj jaz, ki si bo v drugačnih mislih, besedah ustvarjal drugačno dejanje, drugačno življenje. Razlaga skrivnosti in resnico življenja, ki jo včasih institucije prikrivajo. Nočem biti nek modrec, če boste po prstih hodili pri mene pol. Jaz sem glasnik življenja, mirnega, srečnega, radostnega, veselega, zdravega. Učim vas in vas bom učil živeti in biti srečen, zdrav, uspešen, svoboden. Vsi od plenic naprej vas učijo biti pokoren nekomu in hlapec sužen nekomu. Jaz vam razkrivam resnico življenja, biti svoboden. Torej, tukaj imate 10 božjih zapovedi, take, kot je dobil Mojzes. Ne prepovedi, ampak 10 božjih zapovedi za vaše mirno, srečno, zdravo, lepo življenje, svobodo. Ne kot cerkvene zapovedi oziroma cerkvene prepovedi, ker vas avtomatsko postavljajo v pozicijo grešnika, ker čisto vse, kar vi radi delate, je za njih greh. Za oblast prekršek. V 14 dneh sem dvakrat policaje ustavil, dvakrat mi je pokazal radar pištolo in je rekel, 2 kilometra ste prehitro peljali. Po 500 evrov, torej to je bilo skupaj 500 evrov. Zato, ker sem 2 kilometra prehitro peljal. Zdaj pa, da se to ne bo dogajalo, verjemite v varno, mirno vožnjo, varno, mirno pot. Predno odidete, si zaželite srečno, mirno vrnitev, potem pa želite pa peljite. In ne med vožnjo razmišljate o čemorkoli drugem kot o mirni, srečni, varni vožnji. Kot pred začetkom dela si določite uspešno končanje dela. Vedno si napovedujte si uspešne, dobre, srečne rezultate vsega, česar se lotite. In tudi na zadnji strani je pa molitev Zdrava Marija. Veste, kako ste naučeni? Tukaj pa piše, pozdravljena Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljeni sad tvojega telesa, Jezus. To je de facto ok. Kaj pa pol? Sveta Marija prosi za nas, za grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen. Greh ne obstaja. Ti si, jaz sem, ki sem, jaz sem. A si ti ti? Si ti jaz sem? To jaz sem je to? Ja? Si. Ti, jaz sem. Ti, jaz sem. Ti si, jaz sem, ki sem, jaz sem. To je razodetje skrivnosti, da je Bog ustvaril človeka po lastni podobi. Kakor na nebesih, tako na zemlji. Kakor zgoraj, tako spodaj. Tebi je dana moč, to si zapomnite, naj bo danes, tale trenutek, prelomnica v vašem življenju. Tebi je dana Božja moč, moč razmišljanja, odločanja in ustvarjanja, delovanja. Te moči nimajo minerali, ne rastline, ne živali, imaš jo samo ti kot človek ustvarjen po Božji podobi. Isto Božjo močjo v sebi. Ste spekle hleb z kruha in nekdo ga je odrezal pa pojedel kos. S to Božjo močjo ste zdajle tukaj. Vi ste dobili informacijo, da sem jaz tukaj. Danes ob tej uri. Ste razmišljali, se odločili. Beseda, dogovorili ste se in šli na pot. Dejanje k Marjanu, v kulturni dom, v Slovenske Konjice. In ta beseda je meso postala, ste prišli sem. Vse, kar ste naredili dobrega, ste naredili z Božjo močjo v sebi.
In vse, kar ste slabega naredili v življenju, ste tudi naredili s to Božjo močjo v sebi. Dano ti je v odločitev, za dobro ali za slabo. In skozi Jezusovo življenje na zemlji lahko spoznamo, da smo nosilci posledic. In vsega slabega in dobrega v svojem življenju si vsak sam kriv in zaslužen. Imejte se radi, imejte radi vsak korak, vsako dejanje, vsako gesto življenja z ljubeznijo opravljajte. Tako boste srečni in uspešni in veseli, ker boste že naprej vedeli, z Božjo močjo v sebi si določil nekaj dobrega. Kako je lahko kaj slabega? Samo če ti dvomiš v uspeh. Bojazen, strah, dvom je garancija za neuspeh. In kako se temu upreti? S prepričevanjem v dobro. Njegova dognanja temeljijo na Kristusovih naukih življenja, ki jih prevaja v današnji čas in razkriva, kako jih razumeti in uporabljati za ustvarjanje kraljestva miru na zemlji, za lepše, svobodno življenje, zdravje in prihodnost v miru, v bogastvu in v uspehih. Sam zase pravi, da on zdravi, Bog pa ozdravlja. Ne izbira kliente, tudi ne težave. Išče vzroke težav, da se ne ponavljajo. Duhovni zdravitelj se imenuje, ker poskuša usmeriti človeka v pozitivnem smislu, z ljubeznijo najprej do sebe in vsega, starše do otrok. Kajti vsi smo produkti misli, besed in dejanj ljubezni staršev, naši otroci pa naše ljubezni. Ozaveščeni, dozoreli pa sami upravljamo svojim telesom. Na tak način ustvarjamo vzorec prihodnosti, stanja in počutja. Terapije se Marjan loti s polaganjem rok in z molitvijo. Prebuja človeka v veri v življenje, ozdravitev, uspeh in ga navdihne za sprejemanje sprememb, kajti brez sprememb ni nujne drugačnosti. Vse bolj ugotavlja potrebne spremembe v načinu življenja prehrane in celotnega delovanja telesa. Raziskuje tudi položaj ležišča in po potrebi naredi radiestezijske meritve. Usmeri človeka kako naprej, da ne bo težav kot v preteklosti. Pri svojem delu upošteva njegovo izpoved in lastna videnja in tudi s posebnimi prijemi sprošča napetosti, bolečine v sklepih, hrbtenici, vratu in v mišicah. Prisotni gledalci v dvorani so preživeli malce drugačen večer in z novimi spoznanji odšli domov.